To je Radio 1 podcast. Živijo, pred nami nova epizoda podcasta. K meni prijeta ona dva. Ime, ki se je začelo 30 let nazaj, lahko bi se spremenilo v kakšno drugo, ampak so rekli, ne bomo ostali kar pri tem. Razlog, zakaj sta midva še vedno midva, definitivno izveste v naslednji urci, pa ne sem to, izvedli boste še, kako fanta razmišljata, kako je bilo na prazniku in kaj vse prinaša prihodnje leto. Zanimivo bo. Ja, zelo sem vesela, da sta na moj rdeč kavč prišla ona dva, mi dva, ki slišita na ime Tone Kregar-Tonč in pa Jernej Dirnbek Dimek. Dober dan. Lepo zdrav. Tega podcasta ne bi mogli speljati do konca, če pač mi dva ne bi prišla, ne bi prišli sem. In tudi moram priznati, da se mi je prav pri vas zgodilo, da je par ljudi me vprašalo, kaj pa mi dva? Daš pa njih kaj imela? Oni imajo tudi dosti zapovedati. Pa si pa verjetno odgovorila, da to so taki stari, tečni ljudje že in jih... Ne, pa veš, da nisem to odgovorila. Odgovorila sem, prihajajo, vsak čas bojo. Zdaj so bili zelo, zelo zaposleni s praznikom. Praznik je zdaj mimo, pa dajmo začeti prav tukaj. Se pravi na koncu, kako je bilo 4. oktobra. Boljše pravzaprav ne bi moglo biti. Koncert se je posrečil v vseh ozirih, se pravi najprej, da je bila dvorana popolnoma polna, ni bilo prehudih zastojev na vhodu, ob uri so bili ljudje tam in energija se je sprožila takoj, ko smo stopili na oder, tako da že prvo pesem so na polno prepevali z nami in taka stvar te pol enostavno ponese, ne? Ko vidiš tisto gmoto rok in veselih obrazov pred sabo, ni težko igrati, padeš noter v tisti filmik in mene, priznam po pravici, ni spustil vse do zadnjega takta. Skratka, en običajni 4. oktober. Ampak vseeno je bil praznik, ne? In vi ste, se mi zdi, resen tak bend, ki slavi življenje prav v bistvu. Mogoče bom rekla malih stvareh, ki pa nam vsem zelo ogromno pomenijo. Jaz točno na ta način razumem tole Tončev slogan, življenje je praznik, da se znaš imeti fajn ob čisto majhnih, nepomembnih ali pa na videz nepomembnih rečeh. Da ti nek dan, ko se zbudiš, pa nisi na hladnem, pa ni treba početi nekaj, kar ti je blazno zoprno, da vse poteka v nekem ustaljenem ritmu in nič ne gre hudo narobe, da je že tak dan praznik. In da se treba tega zavedati in se v skladu s tem biti dobre volje. Kaj šele zavedanje, da na nas k sreči napadajo bombe, da naši otroci ne stradajo. Ampak sem pa vesel, da si zdaj tako lepo to interpretiral, ker zdaj po 18 letih, kar sem ta vers napisal, sem zdaj ugotovil pravzaprav, kaj sem hotel z njim povedati in se strinjam. Ja. Mislim, da je bilo mišljeno nekje v tem kontekstu, ampak seveda. Ampak takšno razmišljanje je verjetno prišlo z leti, ne? Predvidevam, da niste skozi tako razmišljali. Ja, absolutno, ne, ko si star tam 15 do 20 v tisti odraščajoči dobi najbolj, ne, ko te vse živcira, ko so cilji ne vem kako visoko postavljeni, je redko kdo zadovoljen sam sabo, ne, dovolj, da se v špegel pogledaš, vidiš vse tiste mozolje, ki jih imaš na frizu, pa si nesrečen. Pa... Hvala za vse spomine zdaj, ja. Modrost in lepota prihajata z leti, ne. Predvsem modrost, pa tista notranja lepota. Čeprav jaz očitno, ne, potem takem bil mal prej star, ko ostali že, da sem take stvari pisal. Tukaj je bilo kar nekaj bendov, ki jih družijo predvsem neke prijateljske vezi, ki so se stkale skozi čas, pa tako. Ampak se mi zdi, da vaše so pa še malce bolj trdne, oziroma so se začele res zgodaj. No, mi smo bolj manj skregani s vsemi bendi, tako da ne razumem čisto vprašanja. Govorim o prijateljskih vezeh v bendih. No, tam pa tudi. Ne, vi se poznate koliko dolgo že? Sploh vi dva? Tam nekje od 2. svetovne vojne. Če gledam tako, ja. Ja, v bistvu, ja, dejansko, no, je res, da zdaj tudi v teh javnih nastopih, intervjujih, razgovorih, kakorkoli pred praznikom, ne, pred koncertom v Stožicah, smo bili kar pogosto poprašani, ne, v tej smeri in več čas smo z Jernejem že začela ponavljati, kakšni blazni prijatelji smo, ne, in res je, seveda se nismo zmotila, čeprav po
tako intenzivnem druženju, kot je bilo to leto, seveda na toliko let podlage, tudi moram reči, da seveda paše malo oddiha drug od drugega. Seveda to prijateljstvo je še zmeraj prisotno, je osnova tega benda, ampak je verjetno ni dobro pretiravati s tako ekstremno navezanosti drug na drugega, zato bomo zdaj letos malo distance vzpostavili. Malta. No, Morda sam to dodam. Ja, dejansko so korenine našega poznavanja dosti starejše od samega benda. Mi se družimo že nekje od 10. 12. leta starosti. No, to sem mislila, ja. Vsaj 4 od te naše osnovne ekipe, ki smo živeli v istem kraju, v sosednjih ulicah praktično. Zaradi tega je bil potem bend sam neka logična posledica tega, da smo vsi imeli radi muziko in znali kak inštrument igrati. Pa če se vrnem čist malo nazaj, enkrat ste, bom rekel, v vaši karieri že prišli v eno tako fazo, ko je bilo vsega preveč. Govorim, da ste imeli toliko koncertov, da ste prav zavestno se mogli odločiti, no zdaj je pa dovolj, zdaj pa rabimo to malo zmanjšati, ne? To je bil trenutek, ko smo ugotovili, da nismo za profesionalizem v glasbi kot bend, da nas preveč angažmaja v tem smislu izčrpuje in nam vzame tisto osnovno veselje, ki je glavni motiv, zakaj se človek ukvarja z muziko. Ne? Bilo je kakih 15 let nazaj, mislim, da smo imeli v enem letu čez 60 nastopov ali pa tam nekje, in se je potem zgodilo, da smo verjetno na zadnjem ali pa pred zadnjem od njih čakali nastop v gostilni, sedeli za mizo in bili več kot pol ure tiho. Pol je bilo klik, fantje, tu pa je nekaj zelo narobe. Če gremo po tej poti, bomo kmalu nehali biti drug z drugim. Se to sem jaz mogoče prej hotel izpostaviti, pa mi ni najbolj uspelo, da je to na nek način dvorezen meč. Ne? Po eni strani ravno za voljo tega, če hočeš tako dolgo obstajati, seveda mora biti neka kemija, morajo biti tudi neke čist osebna povezanost, osebne simpatije, prijateljstvo. Ne? Pravzaprav ljudje se morajo imeti radi, če hočejo tako dolgo zdržati skupaj. Zdaj, da ostaneš na nek način še vedno nek igriv, mladosten, živahen, kar pravzaprav potrebuješ, če hočeš dobro to stvar delati. Ne? Po drugi strani pa seveda, če hočeš dobro te stvari početi, pa gre k temu zraven ne samo k druženju, k vajam, k špilom, ne? Še en kup ostalih obveznosti, ki so pa mogoče včasih malce manj prijetne, ne? Se pravi, te moče nek način bolj obremenjujejo, ampak vse skupaj se pa to sešteva in dejansko smo letos, še posebej letos, res ogromno stvari preživeli skupaj, tudi rešvali neke določene situacije, recimo, ki so bile zoprne, mučne, in to pa ni najboljše okolje za uživanje v tem prijateljstvu, ne? Se pravi, neko tisto pravo ravnotežje najti, da ostanemo prijatelji, da ostanemo igrivi, da se veselimo ponovnega srečanja, da gremo spet z veseljem skupno oder, in na drugi strani, da nismo nasičeni, da se to na nek način ne čuti v nekem nezadovoljstvu in posledično tudi v zmanjševanju intenzitete tega silnega prijateljstva. Ne? Ampak vseeno se pa verjetno tudi zasebno družite. Ali imate vseeno, dosti razlikujete oder od privatnega življenja? Včasih je to bilo zelo prepleteno, zdaj je pa to čedalje manj. Ne? Zanimivo, ali smo ampak se po drugi strani, poglej, sej se v bistvu toliko družimo, da pravzaprav niti ni kaj veliko časa in prostora za izrecno privatne zadeve, oziroma te stvari povezujemo. Seveda smo pa, če misliš na ta način, ne hodimo skupno dopuste, recimo, ampak absolutno si voščimo, obiščemo drugega ob pomembnih obletnicah, neke pomembne življenjske prelomnice, kogarkoli izmed nas ne bi bile enake brez udeležbe vseh ostalih. Ja, ni kaj dodati. Nismo pa recimo v tistih družinskih navezavah, da bi en par hodil k drugemu na večerjo domov ali kaj podobnega. Kar se, kot je Tonče rekel, večino zabavnega in veselega zgodi že ob čakanjih na špile, pred in po vajah in podobno. Žene se ne razumejo. Kako pa vi hodite na špile?
Imate kakšno posebno tako, recimo, jaz se spomnim, da sem zdaj na zadnje, v bistvu na letošnjem Keslu, ja, sem gledala, kako so prišli orleki na špil in to je prišel cel avtobus in vsi gor. Kako imate pa vi to organizacijo zrihtano? Veš kaj, mi smo od nekdaj imeli malo smole, da smo razseljeni po celi Sloveniji, od Maribora, kjer domuje naš Robi, pa recimo najbolj zahodni v Ljubljani in potem ene par njih vmes. Tako da se zelo težko spravimo v en kombi, ali pa se pravi, v avtobus bi že šlo, no? Kadar bi igrali v Prekmurju ali na Primorskem, ne? Takrat bi potem lahko z ene strani pobirali in naložili vse. Ja. V večini primerov imamo pa kar dva kombija, en štarta z mariborskega konca, drugi z ljubljanskega, tiste vmesne pa poberemo, odvisno od tega, v katero smer gremo. Tako, Ja. ali pa še včasih kak tretji osebni avto. Uleti. pelje na- Kje imate pa pol vaje? Vaj imam Če pa ste tako razseljeni. Šmarju pri Jelšah, Okej. ki je bobnarju doma, ki ima pač največ robe za predstavljati in je uredil en zelo primeren, lep, dovolj velik prostor. Tam nas čaka vse, pravzaprav prinesemo inštrumente, se priklopimo in že lahko Kot igramo. sam pravi, prostor, v katerem so dolga desetletja domovala goveda, so zdaj zavzeli drugi najemniki oziroma stanovalci. Ne? Lepo si se izrazil, sem mislila, bo šel v tej smeri naprej. Ne, vse sam starost je malo večja zdaj, kot je bila nekoč tam. Ja, ampak ste pa hkrati, bom rekla, bend tudi malce pomladili, ne? Ja, zelo smo ga Konkretno. Kar zelo- pove, da vsi nismo prijatelji z otroštva. Vsi pa zdaj ne več, ja. Zelo smo ga pomladili potem, ko se je naš ustanovni član Egon in odločil prenehati in potem, ko je Franci Zabukovec, ki ga je zamenjal, moral zaradi enih težav s sluhom prenehati igrati z nami, smo iskali novo mlado rešitev. Začasno jo premostili z Gašperjem Kržmancem, ki je bil z nami, mislim, da 5 koncertov. Potem pa se je za takega zaresnega, upam, da doživljenjskega člana Opa, okej. Prijavil in bil izbran Jure Golobič. On se je prav prijavil, Ja, bom rekla. imeli smo audicijo, res da samo 2. Okej. Mislim, 2. Iskali smo neka priporočila ljudi iz glasbenega posla, kdo pozna kakega fajn kitarista, ki je prost, da nima kakega angažmaja v... Ki bi zdržal z nami. Ja. Okej. No in sta prišla 2 predloga in obema smo dali priložnost. Jure je Je bil bila oba odlična. Ne? Jure je bil izbran in praktično se takoj vklopil, začel dihati na podoben način kot mi, z res odlično odigranim koncertom in vso težo, ki je imel na ramah v Stožicah, pa si je potem prislužil, da smo ga povabili v... Ne vem, če si članstvo. lahko pravzaprav predstavlja nekdo, ki ni iz teh voda oziroma ki nima tovrstnih izkušenj, recimo neko breme in odgovornost, ne priti v bend, prvič zaigrati z bendom, pravzaprav 5 mesecev pred največjim koncertom benda v njegovi 30-letni zgodbi in priti v bend, ko je koncert tako rekoč že razprodan. Ne? Ja. In Jure je to oddelal na način, da mu dejansko gre ves poklon, vse možno spoštovanje in res hvala, Jure. Vem, da poslušaš. To je lepo, da ste ga pohvalili. Ampak je prinesel verjetno neko, ja, drugo energijo, mlajšo energijo. Ja, mladost je lepoto, kot so prej. A je bil vaš fan, recimo? Niti ne, Niti ne. to sam prizna. Se sicer poznamo že dolgo časa, ker je igral v 2 bendih, eno so bile Make-up. Ja, ne? ja. in potem Cover Cover Lover, Lover. Točno, o tem je kar kilometrina nabral. In Straight z obema Train, smo ne? se tu pa tam srečali na kakem koncertu in seveda se podružiš, kot pač to gre v teh backstagih. Da bi pa noro kupoval naše plate oziroma visel za YouTubeom pa poslušal našo muziko, pa je priznal, da ne. Vse mogoče je to prednost, na nek način. Verjetno, ja. Vprašanje, kako bi spelo recimo tako velik koncert v drugem primeru. Ja, pa spet, predvsem je pa dobro to, zmeraj je dobro nekje osvežiti, ne,
osvežiti ekipo, če že priješ situacijo, da jo moraš na nek način pomladiti, osvežiti z nekom, ki ima, se pravi, vsak prišlek, vsak novodošli, vendarle ima neko distanco do tega benda, ki smo jo pravzaprav že mi izgubili. In podobno, kot je bilo prej s Francijem, recimo, tudi zdaj Jure lahko opozori na neke stvari, ki se nam zdijo samoumevne, popolnoma očitne, ali pa na stvari, ki jih mi pravzaprav ne vidimo, čeprav so tako rekoč pred nami ves čas. In je zmeraj dobro, da se na sam bend, na glasbo, ki jo ta bend ustvarja, pogleda tudi z drugačne perspektive. Recimo, bom dal en čist plastičen primer, ko je se učil te naše komade, je poslušal tako koncertne verzije, ki so zabeležene iz raznih koncertov, kot studijske posnetke, in nas je potem opozoril na kakšne reči, na katere smo mi zdavne pozabili. A veste, da ste v tej pesmi to tako pa tako igrali? Ne, resno. In potem ugotoviš, pa mogoče veš, da tisto niti ni bilo slabo takrat. Pa ste se pol vrnili. In potem najdemo nek kompromis, recimo. Ali pa to bi lahko mod zamolčal, če šlo do zdaj na ta način, bi tudi naprej. Ja, ampak je v bistvu dobro odpor neko novo temo spet, da ste našli neko pot. Če se samo malo pri imenu ustavim. Mi dva sta dejansko začela kot mi dva, ne? Da. Ampak aj potem kasneje z večjim številom članov prišla ideja po drugem imenu, kdaj? Je, takrat, ko smo se osnovali kot ta prvič ekipa, ki je bazirala na Rogatcu, se pravi 4 članih po duetu, smo se ukvarjali tudi z tem vprašanjem. Težava je bila pa, da smo imeli že 2 uspešnici. To sta bili Črtica, ki je bila res velik vseslovenski hit, in potem Teta Estera, ki ni bil toliko velik hit, ampak ga je blazno vzela za svojo nacionalna televizija, in smo sam tam v enem letu bili, 12krat ali pa kaj takega v različnih oddajah. In Bentiš, imaš že 2 komada, po katerih te poznajo, zdaj pa iti spreminjati ime, smo potem presodili, da bolj smiselno ne, čeprav smo se vsi strinjali, da je precej trapasto. Da se trapastemu konju pač ne gleda na zobe. A pa so bile še druge ideje, konkretne, kaj bi bili? Če je bilo nekaj res dobrega, po mojem, bi to celo pol sprejeli. Ampak ni. Ne, se ne spomnim. Verjetno, nekaj bistrega. Dajte mi kaj o Kameni dobi povedati. Ti si že brala biografijo, ali? Ne, ampak sem pa našla druge vire. Kamena doba je pa pravzaprav čist začeten ansambl. V katerem smo delovali nekateri izmed sedanjih članov. Mi dva, konkretno Jernej, basist Robi in jaz. Jaz sem bil takrat, vsi smo še bili osnovnošolci. In smo se družili, kot je že prej rekel, pravzaprav vse ti naši glasbeni podvigi izhajajo iz tega prijateljskega kroga, navezan preživljanja skupnega časa mladincev v nekem malem okolju, kot je Rogatec, nekih podobnih afinitet. In to je bil prvi bend, Kamena doba, pa že takrat smo na nek način izražali precejšen občutek za samo ironijo. Namreč inštrumenti, s katerimi smo ustvarjali svoje prve avtorske komade, so bili ena stara usnjena torba namesto bobnov, pod kateri je Jernej z kuhlami tolko. Robi je imel približno 150, če ne celo še bolj star klavir. Jaz sem pa tudi imel mamino kitaro, ki je že takrat, se pravi pred 40 leti skoraj, bila stara 140 let. Ampak smo ustvarjali svoje komade, in predvsem je pa iz te Kamene dobe, kasneje so prihajali tudi pravi inštrumenti, čeprav bi človek težko rekel, da boljši, ampak prihajali so pravi inštrumenti. Ta ekipa se je širila, potem so prihajali bendi z novimi imeni, kot Sing Sing, Morana, Egon, skratka, ampak to so nekje prazačetki skupine Mi dva, dejansko. Jaz bi sam dodal, dobivali smo se pri Robiju, za kar sta bila pa 2 razloga. On je imel ta klavir doma, njegov foter je imel pa v kleti poleg kvinton v sodu. Kako se mi zdelo, da bomo šli v to smer? Tako, njegova mama, gospa Rozika, je bila pa vrhunska kuharca in nam je na vsakih vajah tudi s nečim
postregla. Mi smo bili že od nekdaj motivirani za glasbeno ustvarjanje. En bolj simpatičnih spominov je, da ko smo pač mi trije takrat poskušali zbrati nekaj denarja, da bi si kupili kako zvočenje ali pa kak inštrument ali kaj podobnega, smo hodili gobe nabirati in jih prodajati na kmetijsko zadrugo. Tako da to se nam je zdelo tako možen vir zaslužka. Ja. Pa je naneslo kaj denarja? Jaz sem naravno hotel reči, si lahko predstavljaš, kako silno ozvočenje smo nabavili iz tega, iz Trška. Tako iz kamere dobe, bila zaključila na koncu. Koliko težko je pa bilo na začetku špile dobiti? A so bile težave? No, se tale kamena doba, mislim, da je imela en špil in to V osnovni šoli, ja. v osnovni šoli na Tončovi valeti. Medtem ko Sing, potem je pa že imel ene 2 ali pa 3, ne? Na leto Morana pa moče 5 ali 6. Ja. Okay. Tam pa to, naš domet je bil recimo do meje sosednje občine ali pa še v sosednji občini, kaj več pa ne. Čeprav, poglej, Morana, band, zadnji izmed teh, ki sva ga omenila, v katerem smo bili že 4 člani kasnejših mi 2, je pravzaprav imel vse neke predispozicije, da bi se iz njega celo kaj razvilo. Že leta 86 smo mi posneli, v tej sestavi smo posneli prvi avtorski komad, prav studijski komad, ki so ga tudi parkrat zavrtel nacionalni radio, in verjetno bi se ta zgodba imela neko možnost, da bi se nadgrajevala, če ne bi, to je čas, seveda, kot rečeno, druge polovice 80-ih let, še bivše države Jugoslavije, če ne bi bilo teh odhodov v JLA, ki so bili pravzaprav že skoraj da pregovorno, smrt za večino mladih bendov. Skratka, in z Morano takrat, če ne bi do tega prišlo, bi vsaj mogoče v tem slovenskem prostoru, mogoče tudi v jugoslovanskem, lahko začeli počasi graditi neko, ne bom rekel kariero, ampak ta pot bi mogoče bila lahko malo bolj uspešna kot pa. Mi smo pa dejansko 4 leta zgubili zaradi tega. Ko je Egon prvi šel, potem pa smo se vsi ostali in je pravzaprav ta mladostna ekipa. Ta zagon tega jedra je postopoma ugasnil oziroma. Te vaše generacije so bile so imele kar težav zaradi vojske, koliko enih bendov je šlo, pa tako naprej. Ste pa tudi en od bendov, ki je imel, bom rekla, malce težav s cenzuro, bom rekla, vaših besedil, vaših komadov, ampak komadi so šli svojo pot, našli so mesto pri ljudeh in postali so praktično zimzelenčki. Pa si šla. Kakšno zgodbo ima, pa si šla? Veš, da zadnjič sem bil v eni družbi, kjer so mi prav zamerili, ko sem jim povedal resnico, da je Pa si šla refren nastal na enem pikniku, ko smo igrali nogomet, pa nam je žoga šla po hribu navzdol. In to precej daleč, ne? In so mi tam eni fanti rekli, ko bi ti vedel, koliko smo se mi to drli s solzami v očeh in razumeli tisto žalostno zgodbo ženske, ki zapušča moškega, vsi smo že doživeli kaj podobnega in to znova podoživljali, ti pa to v žogi napišeš. Ja, glej, kaj se te cenzure tiče, je tudi tako. Sami se nikoli nismo posebej trudili izogibati kaki neprimerni besedi, ki ob določenem času je bila pač prehuda za to, da bi jo sprejeli v eter. In smo zaradi tega obsodili par naših pesmi na to, da so ostale obstranske, vse, kar se radijskega predvajanja tiče ali pa televizijskega, in to je Pa si šla ali pa Ko bil sem še mali pizdun. Gotovo še kaka taka bi se našla. Najrajši sem pa s teboj pil, pravzaprav, čeprav nima neke eksplicitno, nekega vulgarizma, ampak vse. Ampak je pa zanimivo, da pa ravno to, kolikor so te pesmi izgubile v etru, so pa pridobile pod koncertnim odrom, ki so pa očitno ravno zaradi tega bile ljudem še toliko bolj ljube, ker so jih najprej lahko slišali samo tam in ker so se, ne vem, čutili malo bolj svobodne, da si upajo na glas reči. Čeprav roko na srce neke cenzure v tem klasičnem smislu nismo nikoli doživeli, recimo, da bi zdaj mogoče si lahko pred
20-30 leti celo pisal malce manj politično korektno besedila kot danes. Ne. Se mi zdi, da mogoče niti ne gremo v najboljšo smer. Ne. Pa, ko recimo slišite pesmi na radiju, ki so popipane, a vaju to zmoti, recimo? Ja. A ne vem, jaz... Ker nekateri se pač odločijo... Obstajajo, pa res očitno... naše Vem, ampak ne poslušam. Ampak recimo druge, da slišiš, tudi izdajo, ne, cenzurirano pa necenzurirano verzijo, pa ne bojo to Magnifico, pač... definitivno, ne? Alostari. Alostari recimo jih imajo, praktično nimajo besedila, ne, da ne bi bilo vsaj ene kletvice notranje. Zdaj večina, eni popipajo, eni ne. Kako se vama to zdi? Meni se zdi, da pač malo ubije to dušo, no. Ni to najhujša stvar, ko se ti zgodi v življenju, da slišiš eno kletvico, se mi zdi. Ja, pol se mi zdi potem takem, ne, vsaj moje mnenje, pol boljše, da tega ne predvajaš, ko da kaziš. Ne? Spričilo, ko govorimo o teh problematičnih besedah, se ne gre samo za besede, včasih je kakšna poanta pesmi bolj problematična, kot pa zgolj ena beseda, problematična v navednicah, ne? Je pravzaprav, je zmeraj treba ločiti, ali nekdo uporablja v besedilih ali pa nasplošno v umetniškem jeziku, kjerkoli uporablja kletvice zaradi kletvic, da je to neka načrtna provokacija, ali je pa zgolj to pomanjkanje dobrega okusa, recimo, ali karkoli, ali so pa te besede v nekem danem besedilu, zato ker tja v konkretnem kontekstu tudi najbolj sodijo. Jaz mislim, da smo se mi do vselej poskušali držati tega, da boš v naših tekstih zelo, zelo težko našel kletvico zaradi kletvice. In se mi zdi, da tu je potrebno vendarle upoštevati oziroma delati, potegniti neko črto in narediti neko razliko. Ne? Ja, pa hkrati se mi zdi recimo tole, da nekdo javno reče, da mu gre nekaj na K, blazno licemerstvo, zato ker s tem si enako sporočilo dal od sebe, kot če bi to besedo na K izgovoril do konca, torej ni popolnoma nobene razlike. Ne vidim, zakaj bi to bilo sprejemljivejše od onega. Čeprav zdaj sem se spomnil, ko si rekel, da ne maraš teh ne eufemizmov, ampak nekih izgovorov oziroma nekih, recimo, da ti gre na K namesto, ampak mi smo pri Pasji šla točno to naredili. Mi smo se že sami cenzurirali za ti materna. Pi, ne? Aha. To so bili drugi časi. Nismo nič boljši. Kaj se vam zdi, no, ko so že pri teh besedah zdaj, kateri je večji hit? Toplice ali čista jeba? Kaj čuta pri ljudeh? Vsak ob svojem času, veš. Ker pol ob tem času bi definitivno bila čista jeba, ne? Jaz mislim, da so toplice generalno še zmeraj, zdaj pa ne bom nič se vem vleko nenadjebljive. Ne? Čeprav v toplicah ni nobenega vulgarizma, ne? Evo, torej, da se da tudi z lepimi besedami narediti hit. Ne? Da mi je res ta šus. Veš kaj, prvič je, da je to šusje, drugačen tip komada je seveda tudi dlje časa v, bom rekel, v kolektivni zavesti tega prostora. Drugačen tip komada je. Čeprav se je verjetno čista jeba bil v svojem času, ko je izšel, je bil dosti bolj predvajan, bolj vse prisoten, kot so bile pa toplice. Toplice je bolj koncertni komad. Ne? Ja. Zato bi mu jaz tudi napovedal, da bo dlje trajal, oziroma dlje obstal. Konec koncev so toplice dobile že nadaljevanje, ne? Ja, res je. To recimo nekaj pove, ne, o komadu, ne? Ampak si pa dobro vedel, recimo, ravno Čista jeba je bil zadnji naš, bi lahko rekel, veliki hit. In mislim, upam, da to ne bo pretenciozno, tudi eden zadnjih hitov na splošno, v slovenskem, v občem merilu. In vprašanje, če nam bo še kdaj uspelo narediti komad, ki bi bil vsaj približno tako odmeven, kot je čista jeba, kaj šele pa toplice, recimo. Ne? Zakaj pa mislite, da ne? Dva razloga bi navedel.
Prvi, da dejansko je bend že zelo dolgo na sceni in mislim, da tudi če danes od sebe damo kako blazno posrečeno pesem, ne dobimo več toliko medijskega prostora, kot smo ga takrat, ko smo bili mlajši in se prebijali, da enostavno tisti, ki določajo radijske programe, dajo malo več prostora mlajšim izvajalcem, kar je prav. Kar je prav. Teda že zaradi tega. Druga je pa, da se ravno ta medijska krajina spreminja. Danes je redko kera pesem, ki traja toliko časa, kot so trajale nekoč. Ali je to zaradi hiperprodukcije, ali so kakšni drugi razlogi, tega ne bi vedel, ampak dejansko tudi danes, če nekdo naredi zelo dober komad, čez 2 meseca bo že nov. Vse na to sem jaz ravno ciljal, ne samo kar se nas tiče. Imamo občutek, da po čisti jebi, pa mogoče, pravzaprav se ne spomnim nekega res ultimativnega slovenskega, zlasti ne hita, recimo temu rock izvajalca. Ne. Mislim, da enostavno čas in ta situacija, v katerih smo, sploh ne omogoča več tega, da bi nek komad lahko postal hit, kot je bila čista jeba, ali pa kot so bile Toplice, če omenjam seveda samo naše, ne govorim o drugih, ki jih je mnogo več normalno. No, en primer, recimo, ki sem ga sam zaznal. Definitivno so največji preboj na naši sceni naredili Joker Out v zadnjih, rečemo, 5 ali pa 7 letih. Ne? Ja. To je prvi bend, ki letos igra v Londonu, v Amsterdamu, ne vem kje. Zdaj so na turneji. In polni klube, tam tudi do 2000. Slovensko pesmijo. Ja, kar je nekaj popolnoma novega. Mi o tem skoraj ne slišimo pri nas. Mislim, če greš na njihovo kako stran, pa najdeš te podatke, ampak da bi recimo pa mediji o tem poročali, za razliko od tega, da vsak dan zvemo, koliko skokov, točk in podaje imel Luka Dončić, pa koliko jih ni imel Anže Kopitar, pa kam je pregonil Pogačar. Ne? Si Dimek na tanki meji, pa zide ne boš. Ne, res govorim. Mi imamo dejansko bend, ki je uspešen zunaj, ki trasira pot še mnogim, ki bi želeli nekaj takega. Do Joker Outu se je zdelo popolnoma nemogoče uspeti zunaj. Redki izvajalci so po Jugoslaviji bivši še nekaj pomenili, v ostalih državah pa je to čista nula. To so bila redka gostovanja za zdomce, pa pustimo narodno zabavno muziko, ki lahko igra v nemško govorečih državah. Ne? In tu se je zgodba končala. In recimo Joker Out, zadnja plata, ki je dobra, za moje pojme na njej fantastičen komad Stefani. Jaz sem ga na radiju slišal morda 10-krat, pa res pri naši bajti gori radio skozi. No, čista jeba se je zavrtela tako, da sem jaz v enem letu slišal 100-krat ali pa večkrat na različnih radijskih postajah. Verjetno je tudi to pomembno, ne? Da pravzaprav bodimo iskreni, nas razen nacionalnih radijev, nas bo zelo, zelo redko slišal na vseh ostalih radijskih postajah. Pustimo rockerske. Tako, okay. Z izjemo res teh največjih hitov. Ne? Zato, da nastane nek hit, te verjetno morajo podpreti, te mora podpreti celotna medijska krajina. Ne? Od te, recimo, malce zahtevnejše do te najbolj komercialne. Ne? In mislim, imam občutek, da so ti časi mimo, ne? Čeprav prej se eno dobro stvar rekel, ko si primerjal glasbene uspehe in njihovo prepoznavnost in njihovo medijsko odmevnost v primerjavi z športnimi, ne? Pustimo Luko, ne? Ampak recimo v slovenskih medijih boš se o nekem koncertu, recimo, ne? Slovenskih izvajalcev piše verjetno izključno ob nekih velikih obletnicah, recimo naše stolnice so bile dobro pospremljene. Ne? Zelo. V siceršnji koncertni sceni se pravzaprav ne... In če to primerjamo recimo z nekimi športnimi tekmovanji, ne? Recimo je po mojem to nek ekvivalent, ne? Je to nek enačaj. In ti boš pravzaprav še za najbolj obskurn šport boš ti za neke najbolj lokalne lige bodo našle svoj prostor v medijski krajini, recimo v tiskanem časopisju, kdo ga še pravzaprav sploh bere na splošno v medijih, po drugi strani pa dejansko, kar se tiče samega pop kulture ali pa kulture nasploh, ne, morajo pa res samo neki presežni dogodki, presežni rezultati pridejo
pridejo pred oči, recimo, bom rekel, nekega poprečnega uporabnika. Ampak recimo, kje vi dva to pogrešate? Jaz sem zdaj pač stopila sama sebi v bran. Recimo jaz vsak petek oziroma po potrebi tudi med tednom pregledam vse možne napovednike, vključno z osebnimi profili glasbenikov, da preverim, kje se oni pojavljajo, kje imajo koncerte in to pa recimo posredujem poslušalcem oziroma damo te stvari tudi na spletno stran in tako naprej. Kje bi recimo vi dva želela še več tega? Da se še več najavlja koncerte? Se načeloma niti ne pritožujem. Jaz samo nekje detektiram, samo opisujem neko realno stanje. Ne? Nam, kar se tiče našemu bendu, po 30 leto staža, po vsem tem, mi pravzaprav to vrstne pozornosti ne potrebujemo. Ne? Včasih nam je celo, ne narobe razumeti, celo že malo preveč. Ja. Ampak bendi, ki so pa na začetku svoje poti, pa verjamem, da bi lahko uživali malo večjo podporo, večjo promocijo. Ne? Jaz bi tole, če dovoliš eno primerjavo, ne? To, da ti na rockerskem radiju opozarjaš oziroma poveš za koncerte, ki so. To je osnova, se mi zdi. Je podobno, kot če bi se o športu govorilo samo na šport kanalu, oziroma kar je teh šport klub in teh televizorjev, v običajnem dnevniku pa poročilih pa ne. Ok. Ja. Zelo dobro si, ja. Je primerjava, ampak tukaj skoraj mora biti, ne, seveda, ne. Ampak jaz recimo to Dončića omenim, ne, če res dobro igra, moram povedati, da je dobro igral, ne. Absolutno. Recimo, zdaj se spomnim, še naprej, recimo, ne, 30 razprodan koncert, pa da ne bo zdaj mi dva, recimo Siddharto, lahko Siddharto daš. Letih, bi za moje pojme v nekem normalnem okolju, ne, če bi bili neki ti standardi, vse približno enaki, bi bil na naslovnicah slovenskega dnevnega časopisja. Ja. Evo, kot je recimo nek športni uspeh, kot je, da ne govorimo seveda o vseh političnih uspehih in neuspehih, ki pa dejansko zavzemajo ta prostor, konstantno so ga uzurpirali. Ne? A pa mislite, da so, ker dejansko zdaj gre dobro, bom rekla sploh vam večjim bendom, ki ste že nekaj časa na sceni, da je enostavno to postala navadna novica, ker Stožice se precej boljše prodajo oziroma se razprodajo slovenskimi bendi, kar se včasih ni dogajalo in tudi ostali koncerti so polni in tudi produkcijsko so na zelo visokem nivoju. A to pomeni, da je pač zdaj to ratala super klukca, navadna novica, gremo dalje. Ja. A mislite, da je to problem, recimo, da ne pride toliko v spredje? Ne, bolj to, kot je Ton že omenil, po mojem, da ne dobivajo podpore tisti, ki bi radi prilezli zraven na sceno, ki se trudijo z prvo ploščo, z prvimi 2 znanimi komadi, z razprodanim kompleksom v Ravnah na Koroškem. Okay. Ne, glej, jaz se ponavljam, midva se res ne pritožujeva in tudi, recimo, tolikšne pozornosti tudi resnih, velikih, etabliranih medijev slovenskih, ne, kot smo bili deležni zdajle, v tem primeru, res se ne smem, pa če smo hvaležni vsem, se pa spominjam, ampak hočem povedati, kako dolgo je pravzaprav trajalo, da je to, kar mi počnemo in kar počnejo nam primerljivi izvajalci in avtorji, postalo bilo percipirano kot del slovenske kulture, resne kulture. Ker jaz verjamem, da, jaz nimam občutka, da to, kar mi počnemo, da je to kakorkoli manj vredno od nekih drugih oblik kulturnega izražanja. Ja, iz tega tudi nikoli nisem delila, zdaj govorimo o visoki kulturi. In tu se percepcija malce spreminja. Mislim, da se malo. Se spreminja, seveda, ja, zlasti v teh klasičnih, resnih medijih se spreminja. Po drugi strani je pa problem, da je pa njihov domet čudalje šipkejši. Ja, nekateri mediji kršijo pa počasi že. Ja. Kateri je pa vama najbližji medij? Jaz sem stara šola. Jaz dan brez časopisa je izgubljen dan. Jaz pa novičarske portale spremljam. Zakaj? Ker se mi ne da iti po časopis v trgovino, naročen pa nisem. Ne hodim več v javno službo. Kaj zdaj ti delaš pravzaprav? Ja. To bi jaz tudi rad vedel.
Ne, veš kaj je? Ja, ker ti si zdaj malo si spremenil, no, svoje delovne navade, bomo rekli. Dobro razumemo upokojence, ki pravijo, da potem, ko grejo v penzijo, nimajo več časa. Ja, pogled se ena ta prevca, ki smo jih prej v športu menjali. Recimo. Ne, glej, sej poleg tega udejstovanja, kar je z midva, se pravi samo igranje, prevzemam še kako nalogo, ki se tiče, ne vem, pojavljanja v javnosti, organizacijske zadeve ali pa kaj podobnega, tako da si s tem malo zapolnim čas. Sicer pa probam biti ustvarjalen, pa probam, koliko se da možno, dosti časa preživeti v stiku z zemljo. Se pravi, da grem na Štajersko. Se privajaš. Ja, gorco, malo kosim, obrezujem sadno drevo in podobne Pa reči. res da pravi penzično. Res? Dejansko? Ne zna živeti, od nekdaj je znal. Aha, okej. On je umetnik življenja. Ne? Ja, jaz moram priznati, da ne vem, če sem se kdaj počutila v njegovi družbi, da je življenje težko. Tako, ti prideš že z nasmehom, tudi če nismo najboljše volje, bomo naredili, da smo boljše volje in se mi zdi, da to lepo širiš okrog. A veš, da mi je to lahko povem eno anekdoto? Ko sem odhajal iz službe, ena sodelavka priznala, da sem šel, mislim, da sem bil 8 let v zadnji službi. Šel na živce. 8 let na živce. Je rekla, jaz pridem zjutraj, ona cela slabe volje, spet novi dan v službi in srečam tebe na hodniku, ti pa cel nasmejan. Zdaj pa ti pogled, kakšen le mora biti pol meni, ki smo 30 let v bendu, poznava se pa 45 let. Evo, ne? Pa ista študentska soba, Ja. recimo, pa take stvari. No. Se cel pogovor, ko jo opazujem, dva se v bistvu dopolnjujeta. Ne? Kdorkoli nekaj pozabi, doda, oziroma a se sploh kdaj ne strinjata? Deluje, kot da sta vedno na isti valovni. Ja, tudi to, samo se relativno hitro zmeniva. Je bil kdaj ta dogovor težje dosegljiv? Pa tudi. Koliko časa? Sta se kdaj zaprav skregala? No? Sta se poslala v 3 krasne, pa se nista pogovarjala en teden? Največ do jutra. Največ do jutra, ja, pa še to. Naslednji dan vprašanje, če smo sploh vedela, zakaj prišel. Niti ne, ampak vse to jaz mislim, da to je nek odraz nekega tega zdravega prijateljstva, ne, da ni treba tičati več vsak dan skup ali pa ne vem kaj, ampak da se razumeš, ne, to si dobro opazila, da se dopolnima, da mogoče, če kdo pri drugem opazi, da tisti njegov dan takrat nima najboljšega dne, da je mogoče tudi kako misel predvidoma drug za drugega veva, kaj je hotel človek s tem povedati. No, vse to pa glavno. Ja. Veva tudi, kaj je pozabo in kaj je povedal drugače, kot je pa hotel. Ja. In pol počasi, če imaš dober dan, ne, si drug drugemu pomagamo, če nekaj pa pustiš, naj se paca v svojem slabem dnevu. Ne. Ali pa še malo dodaš, da se ja vidi. Kaj pa najbolj centa en pri drugemu? Vidiš? To je teže, kot če bi vaju vprašal, kaj gre en pri drugemu na živce. Zdaj smo spet na spolskih tleh, zdaj si začela malo provocirati. Ja, malo moram. In zdaj, ker midva to veva, Bosta odgovorila tako, da bo obema všeč. Bom povedal, dejansko, po mojem, to velja za oba, no, da imaš pri drugem pokrit hrbet, tako ga ne moreš imeti z nikomer drugim. Torej zanesljivost. Ja. Pa naj gre za tak pogovor, javno nastopanje ali pa zasebne stvari. Če bi se ti recimo zgodila neka nesreča na cesti, bi bil Tonč recimo med temi, ki bi jih naprej to poklical? verjetno Ni tako tehnično pismen. Da bi rekel, če kaj ne naredim, nisi pravega Pridi me iskat, to. Če bi pa moral nujno zbrati denar za operacijo, recimo, ali pa nekaj takega, Ja. ali pa poiskati odgovor na neko blazno težko vprašanje, pa ja. No, etično. Tako? ko smo že pri tem, ste pa kar študiran bend, ne, drugače. Ja, Izobrazbo imate vseeno tako na malo višjem prioritetni listi. Pa, veš, kaj se to, ja, ampak to tudi ni neko merilo. Jaz mislim, da generalno, in to je tudi, ni vic v formalni izobrazbi, ne? Mislim pa, da vsak član neke take skupnosti, ne, mora, ta neka naravna inteligenca, ne? Razgledanost pa mora biti primerljiva, ne glede na formalno izobrazbo. In mislim, da to zadevno smo pa v bendu dejansko se odlično ulovili, odlično našli in da je to tudi eden od receptov. Ne moreš biti v bendu z nekom, ki je prepameten,
S kakim butlom pa še teže. Ne? Skratka, približno enako moraš biti in bister in prsmojen, ne? In trapast čas. To drži. Razen, če si recimo odprt in za nove ideje in potem rasteš skupaj z ostalimi. Ne? To recimo to dosti pomaga, da nisi. Zdaj odvisno, kdo s kom raste. Ni dobro rast z butlom, recimo. Ne, to ne, ampak tega se zavedaš, po moje. Ostalo pa se že lahko brne. Ne? To nekatero je tvoje najljubše zgodovinsko obdobje. Zdaj, najljubše. Da te najbolj zanima, da bi bral in bral in še več bral in še več vedel. Ja, vem, kaj mislim. Dejansko se tudi sicer profesionalno nekje najbolje znajdem v obdobju, recimo, ne vem, v 30, 40 letih 20. stoletja, se pravi druga svetovna vojna. Ampak težko bi rekel, da je to moje najljubše obdobje, ker to nobenemu relativno normalnemu človeku ne more biti ljubo obdobje. Ne? Me pa kot zgodovinarja še vedno zanima, intrigira, rad prebiram te stvari, rad študiram, tudi pišem o teh stvareh. Skratka, to. Če me pa vprašaš, v katerem obdobju bi pa recimo najraje živel, ne? Ja. Bi je pa odgovor malce bolj kompleksen, ne, seveda, zmeraj odvisno tudi v kakšni vlogi in kje živiš v tem obdobju, ne, ampak mogoče, ne vem, tam konec 19. stoletja, recimo, bi se mi zdel zelo, zelo zanimiv, ne. Predvsem bi si izbral en tak zgodovinski čas, ko je večina človeštva recimo preživela v nekem relativnem miru. Ne, to je zelo dober, ja. Med Cankarjem in Teslo. Med Cankarjem in Teslo. Ja, no sej, tu nekje. Ne. To nekje. No, ampak imamo pa še enega pisatelja tukaj zraven, ne? Ja, kaj novega se pripravlja? Ne, pa zdaj imaš nimam časa. Zdaj, je mogoče pa res, imaš preveč drugih misli, oziroma jih nimaš, so šle ven na prosto. Veš, kaj sem si rekel? Jaz sem 3 knjige napisal relativno hitro, eno za drugo, recimo v obdobju 4 ali pa 5 let. Potem so se nam pa z bendom začele stvari malo bolj dogajati. No? In tudi pri teh letošnjih Stožicah sem bil kar angažiran za te sočasno... Naš Robi in Jernej, moram povedati, sta to oddelala levji delež, recimo vseh bremen, sta brez velik prispevek. Sočasno s tem, ko so že potekale priprave na koncert, pa v zdajšnji čas ustvarjamo tudi novo muziko, tako da sem nekaj avtorsko angažiran, oziroma se ukvarjam s tem, kako bomo z bendom to spravili v življenje. In se mi ne da mešati tega z enim takim zalogajem, kot je knjiga, ki te pa vendarle za neko obdobje, pol leta, leto celega posebka vase. Ne? In plus, da še sploh nimam blage veze, v čem bi pisal. Tako da nisem rekel, da ne bom nobene več, če pade kakšna lušna ideja in bo zopet zapademo v neko obdobje, ko bomo samo igrali, pa nobenih večjih podvigov imeli kot bend pred sabo, se z nas zgodi, da se zopet lotim, če ne, pa pač ne. Ja, ampak drugo leto sigurno še ne, ker vas čaka akustični zalogaj, ne? Ja. A povesta kaj več o tem, kaj se pripravlja? Vi tega se še niste šli, a ste se šli tako prav turnejo? Turnejo ne, smo pa bili v bistvu eden prvih rock'n'roll bendov, ki je šel recimo temu, treba je zdaj, ker smo tudi v taki oddaji in ker nas tudi poslušajo verjetno ljudje, ki se na te stvari bolj spoznajo, je treba biti iskren, tu ne govorimo o neki klasični akustiki. Tako je, ja. Se pravi, še zmeraj so tu električni inštrumenti, vsaj del njih, gre pa res za malce bolj umirjen, malce bolj kulturen, recimo. Ne? Prizorišča so drugačna. Prizorišča so drugačna, malo bolj intimen odnos med poslušalstvom in nastopajočimi se vzpostavi. Ta repertoar je precej spremenjen, ker velik del, skoraj da polovica repertoarja, ki ga igramo na teh tako imenovanih akustičnih koncertih, sestavljajo pesmi, ki jih ne igramo v električnem nastopu. Pravzaprav imamo skoraj da 2 različna repertoarja. Ne? Zato smo primernejši tudi za širšo starostno, širši starostni razpon, večji starostni razpon. In smo že več kot 10 let, mislim, da igramo s tovrstnim programom. Je pa res, da neke turneje v tem klasičnem smislu
pa še nismo zastavili na ta način. Poleg tega pa bomo tudi ukrepljeni še z dodatnimi glasbeniki, skratka, da res poskušamo poslušalcem dati nekaj novega, nekaj drugačnega. Tudi vsem tistim, ki so že bili na naših akustičnih koncertih, recimo v Cankarjevem domu ali pa kjerkoli druge, ponujamo neko nadgrajeno, še malce bolj subtilno, še malce bolj zanimivo akustično zgodbo. Koliko koncertov bo to? Do zdaj jih je po mojem 12-13 že dogovorjenih. Lahko se pa še doda. Lahko se pa doda še kakšen. Predvidevamo približno 20 koncertov. Ja. Ok, to je kar konkretno. A pa je to težje, kot narediti, bom rekla, navaden, ne mislim slabšalno, ampak navaden električni koncert. Mogoče, ker može biti bolj subtilen, bolj oseben, bolj intimen, bolj točen. Bolj točen, tako, ker imaš manj ljudi, recimo. To je tako, kot da bi primerjala, se voziš s kolesom ali pa z nekim težkim motorjem. Ne? Ja, to je kar razlika. Ja. Je točno tako. Zelo težko jo je dati na isti imenovalec. Ne? Ja. In tudi koncerti, recimo, so nam vsaki po svoje ljubi. Akustika zaradi tega, ker je kontrola bistveno večja. Ja. Sediš, dobro slišiš ostale člane benda. Zdaj se bolj zgodaj začnejo. Ne? Ja. To je, ne? Zelo pomembno. Ja. Ljudje v miru, v tišini poslušajo, še vedno jih do konca spravimo na noge, tako da naredimo tisto. Ne? Medtem ko v elektriki pa prideš gor, prihrumiš na oder, pržgeš kitaro, roke so v luftu. Ne? Oboje je fajn in oboje je zelo različno. Včasih si recimo po akustičnem koncertu, čeprav ga končaš v buri, ko bi sicer še rešil na oder, bolj izčrpan kot pa recimo na električnih nastopih. Ne? Meni osebno so bližji, tudi zato, ker morda tudi ta najina besedila skozi nekatere pesmi, ki jih sicer ne izvajamo, pridejo bolj do izraza, kadar imava dober dan, se celo ta najino duhovičenje na odru celo skoraj da meji že na neko manjšo obliko stand-upa in ko vidiš, da je to ljudem všeč, da se ljudje zraven ob tem, da uživajo ob tvoji glasbi, da prepevajo tvoje pesmi, da se še smejijo ob tvojih glavnih Mirnejevih domislicah in dovtipih, kaj češ več. Ne? Pa na nek način si res... In jaz se spomnim, ko smo pred 4 leti prvič igrali v Cankarjevem domu, v Galisovi dvorani. Ne vem, če sem kadarkoli, po kateremkoli koncertu v 30 letih nekako dejansko bil ponosen nase in na nas, na vse skupaj. Recimo, igrati ali pa celo 2krat zapored v Cankarjevem domu, v hramu slovenske kulture, pred relativno zahtevno publiko, ker publika na teh koncertih je zahtevnejša, kot je sicer na nekih masovkah, recimo. In te ljudi pravzaprav jim omogočiti, jim dati to, kar so pričakovali ali pa še več in jih nekako jim napolniti, ne vem, srca, čustva, ne zmore vsak. In smo pravzaprav res lahko zadovoljni, zato smo tudi veseli, da imamo možnost tovrstnega programa in zato pravzaprav smo se tudi odločili za to turnejo naslednje leto. Da po letošnjem horonskem nabijanju zadevo malce umirimo, gremo na vse konce Slovenije in da govorimo še publiko, ki sicer ne hodi v tolikšni meri na rock koncerte. Po 30 letih bi rekla, da se je filozofija vašega benda spremenila ali ostaja ista in kakšna ta je? Delno, sigurno. Tako kot smo mi odrasli, ker se naš pogled na svet majčkeno spreminja, rataš malo bolj obrušen, recimo, kot si bil v tistih mladih letih, ko se ti je zdelo, da je bolj tvoja misija povedati neke resnice v eter in da boš s tem uspel morda kaj spremeniti, na kaj zares opozoriti. Smo danes majčkeno manj entuzijastični. Sicer pa ne vem. Kaj želite sporočiti vašim poslušalcem? Pa mogoče tudi tistim, ki še niso vaši poslušalci? Saj pravzaprav ta bend pogosto, recimo, tudi strani kakšnega kritika, bilo tudi zelo dobro namirno rečeno, da se je iskala neko večje, neko močnejše ozadje za to našo glasbo. Mi dva nismo pravzaprav nikoli pisala tekstov, niti glasbe, vsi skupaj, ali pa predvsem pa Egon, z nekim namenom, z neko željo po
nekem konceptualnem sporočanju neke svoje agende, ne vem, neki svoji filozofiji. Te stvari so bolj ali manj, kot vse, kar je povezano s tem bendom, je nastalo dokaj spontano. Iskreno, nekje od nas v nekem danem trenutku se je nekaj zgodilo, prišla ideja, nastala je pesem, nastala je plošča, potem se je začelo vse to skupaj valiti in tako kot nikoli nismo na to našo delovanje gledali ne vem kako pretenciozno, zdaj pa smo mi neki mesije, ki želimo nekaj povedati, temu primerno toliko manj gledamo na ta način zdaj, ne? Mogoče smo res, kot je rekel, Jernej, malce bolj obrušeni, mogoče malce tudi malo komot, tu so leta, mogoče malo postajajo malce tudi bolj tečni, včasih malo bolj zahtevni in bomo veseli, če bomo vsaj na ta način, kot doslej, nadaljevali to svojo pot in poskušali pa pravzaprav slediti tem nekim standardom, ki smo si jih v 30 letih postavili sami. Skratka, jaz upam, da nikoli ne bomo dali od sebe nekih vsebin, nekih pesmi, ki bodo prišle med ljudi samo zato, ker se od nas pričakuje, da jim nekaj damo. Ne? Jaz upam, da ko bomo prišli do te točke, da bo ta bend, da si bodo člani ti benda segli v roko in rekli, super smo se imeli, dovolj je. In vabljeni vsi k Jerneju na vikend, ker boste enega spili. Berite Jernejeve knjige. Pa pokosili travo in to je to. Probali Jurko. Glavne, hvala za obisk, jaz mislim, da to ne bo težava, ker dobro veste, kje ste in kaj bi radi. Je pa dejstvo, da imate eno najbolj sproščenih publik, ki vas definitivno čuti in spremlja in mislim, da vas bo tudi naprej. Hvala lepa, Jana. Lepših besed ob koncu si pa ne bi mogla želeti. Tako čutim, tako povem. Hvala še enkrat. Hvala. Hvala. To je Radio 1 podcast.